Dvigam ga dovolj visoko, da Ja, hvala. 29 za. A je kdo proti? Prosim, dvigne karton. Mislim, da je več proti, tako vizualno pogledano. Ugotavljam, da je več glasov proti kot za, torej to dopolnilo, ki jo predlagal Jan Bor, tu ni bilo sprejeto. Prihajamo k glasovanju 26, redakcijski amandma k 26. členu, kjer se doda še razsodišče. Želite o tem razpravljati? Ugotavljam, da ne. Kdo je za, nekdo sem dvigne karton. Mislim, da večina. Kdo proti? A je proti kdo? Torej, soglasno sprejeti redakcijski amandma. Prihajamo k glasovanju redakcijskemu amandmaju k 28. členu. In sicer tukaj imamo redakcijski amandma, ki ga imate v zbirki in tega dodatno na listu. Če sem prav razumel gospoda Vekarja, je pri tistem predlogu v gradivu, ki jo predlagal izvršilni odbor, treba besedo vedno z obvezno besedo. Pa se še enkrat pojaviti. Je tako. Ja, črta se beseda obvezno. Tako je predlagano. Tu bo se ljubimo. Aha. Jaz je prosim, da ve, da je točno povedal. Ne bomo kaj narobe sprejeli. Beseda nekom. V tretjem odstavku se črta beseda obvezno, kar se bere potem tako, da na sejah IO sodelujeta direktor stranke in vodja poslanske skupine. Brez obvezno. Kaj pa drugi odstavek, mislim, druga točka? Ja, je pa to za glasovati. Ja. Kaj pa ta redakcijski amandma potem nikoli z istem? Ne. Vse je usklajeno. Lahko potem vključimo. Torej, dajem na glasovanje. Želiš to besedo o tem mogoče? Ne vidim nobene želje. Dajem na glasovanje predlog dopolnila k 28. členu, ki predlaga izvršilni odbor. Kdo je za, ne prosim, dvigne karton. Hvala. A je kdo proti? Ne? Torej, soglasno sprejeti to dopolnilo. Dajem še redakcijski amandma, ki ga predlaga statutarna komisija k 28. členu. Želite o tem razpravljati? Ne? Kdo je za, ne prosim, dvigne karton. Hvala. A kdo proti? Ne. In to dopolnilo k 28. členu je sprejeto. Prehajamo zdaj k 30. členu, sicer spet redakcijski amandma statutarne komisije, kjer se pač dodata alineji, ki se glasita, za 10. alinejo se dodata 11. in 12. alineja, na predlog predsednika mednarodnega tajnika in na predlog predsednika strokovnega odbora in nove člane strokovnega odbora. Želite o tem razpravljati?
Ne. Prosim, če glasujemo, kdo je za predlagano dopolnilo. Hvala. A je kdo proti? Ne. To dopolnilo 1000 členov je soglasno sprejeto. Prehajamo k dopolniloma k 31. členu, ki jo predlaga izvršilni odbor. In sicer v prvem stavku se besedilo vendar najmanj primesti besedo praviloma. Želijo o tem razpravljati? Ne. Prosim, če glasujemo, kdo je za? Hvala. A je kdo proti? Ne. Torej, soglasno sprejeto dopolnilo, gremo k dopolnilu k novemu 31a členu, predlagatelj izvršilni odbor, kjer se v stavku črta besedo glavni odmor, namesti z besedo izvršilni odbor, v tretjem stavku pa se črta besedilo glavni odbor na predlog. Čista redakcija. Kdo želi o tem razpravljati? Ne. Prosim, če glasujemo, kdo je za, ne prosim, dvigne karton. Hvala. A je kdo proti? Eden proti. Dopolnilo je sprejeto. Hvala. Gremo k 35. členu redakcijskih amandmajev, ki predlaga Svetovna komisija, ki se v prvem odstavku doda nova 7. alineja, ki se glasi predlaga imenovanje mednarodnega tajnika. Želite o tem razpravljati? Ne. Prosim, če glasujemo, kdo je za, ne prosim, dvigne karton. Hvala. Kdo proti? Ne. Smo soglasno sprejeli. Prehajamo zdaj k 44. členu, ki ga dopolnilo, ki jo predlaga izvršilni odbor. Želite o tem razpravljati? Ne vidite želje. Prosim, če glasujemo, kdo je za, ne prosim, dvigne karton. Hvala. Kdo proti? Ne. Torej, soglasno spet dopolnilo. Prehajamo k 46. členu, tudi predlagatelj izvršilni odbor, kjer ponovno uvajamo dosedanjo delitev oziroma organizacijo regionalnih odborov. Želite o tem razpravljati? Izvolite. Prvo lep pozdrav. Jaz moram reči, da bi bil bolj navdušen nad tistim, kar piše v osnovnem. In sicer morda drugje pa imate te regionalne odbore zelo dobro zorganizirane, tle organe pa nekako ne deluje. In edini smisel tega regionalnega organiziranja vidim v tem, da se poveča volilna enota. Ker volilna enota mora potem tudi delovati v volitvah in takrat. In če bi to malo pospešili, pa malo pojačali, bi imeli več šans na volitvah, kaj dobiti, ne. Ker pa ti regionalni, kot so zdaj, pri nas absolutno nič ne delajo. Niti enostavno ni možno, da dela, ker je smo na Dolenjskem, eni so na Gorenskem in tako naprej. Tako da jaz bi bil skoraj proti temu amandmaju, pa bi rajši videl, da bi organiziral kar po volilnih enotah, ker bi bilo to edino smiselno za organizirane volitev, ne. To je moje mnenje, zdaj pa se bo odločiti. Hvala. Hvala, gospod Jakovič. Želiš še razpravljati na to temo? Sicer je pa predsednik pri uvodoma pojasnil, zakaj je do tega prišlo. Izvršilni odbor je bila izčrpna razprava o možnosti nove ureditve, ohranitvi stare, in ker je bila novo še zelo težko prejemljivo, ko po domače povemo, se je izvršilni odbor odločil, da ohrani sedanji način. Ima pa predsednik, kot je uvodoma pojasnil, za volitve bo se nekako organizirali koordinatorji, ki bodo pa po volilnih enotah, ki se bo ta manjko, ki se zdaj izkazuje pri delu regionalnih odborov, sploh tistih regionalnih odborov, ki imajo skupne kandidate, ne. Ker imamo mi odbore, ki imajo po 2 kandidata, pa več, ne, recimo Ljubljana, ne, in imamo odbore, ki ima več odborov skupaj manjega samega kandidata. In tem je seveda sodelovanje izredno pomembno. Tako da to bo potem narodna koordinatorja. Če ni več razprave, bi dal ta predlog tega amandmaja na glasovanje. Kdo je za, ne prosim, dvignite karton. Hvala. A je kdo proti? 1, 2, 3, 4 so proti. Večina je odločila, da se sprejme dopolnilo.
Imamo še eno dopolnilo, in sicer predlog prehodnih in končnih določb. Čeprav razumem, bo to na koncu statuta. Imelo bo svoj naslov. Eno vprašanje za gospoda Vekerja, bo tudi številka člena. Ne bo. Malo sem predanten na to. Mi bomo, statutarno pravna komisija bo na koncu pripravila tekst v obliki sprememb in dopolnitev statuta. Zdaj imate čistopis, pa predloge amandmajev, potem bo vse v obliki sprememb in dopolnitev. Čistopis je narejen zato, da se lažje bere, da se lažje ve, o čem se tukaj odloča in zaradi postopka, ampak na koncu bojo od prvega do zadnjega člena vse spremembe navedene kot v členu tem in tem se spreminja to in na koncu bo poseben člen oziroma poglavje prehodne in končne določbe. Ne vem, eventualno se tole, ker tukaj vidite, se da razbiti najmanj na 2 člena, ampak to je stvar tehnike, vsebina je pravzaprav ista. Zato, ker na register političnih strank bomo mogli predložiti čistopis novega statuta in tudi same spremembe in celotno proceduro in vse skupaj, tako da je treba to narediti, kot je treba. Nismo pa želeli vas obremenjevati s temi, bom rekel, podrobnostmi oziroma tehničnimi stvarmi, ki bi lahko malo zakomplicirali vse skupaj postopek. Hvala. Hvala, gospod Veker. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Ne opažam želje. Prosim, če glasujemo. Kdo je za predlaganje prehodne določbe in tudi karton? Hvala. A je kdo proti? Ne, torej soglasno sprejeto. Zdaj ugotavljam, da smo upravili glasovanje oziroma odločanje o predlaganih dopolnitvah, torej kvalificiranih dopolnitvah. Zdaj nam ostane še, da odločamo o statutu kot celoti. Želi pred tem glasovanjem še do besedo. Ne opažam. Če dovolite, bi dal celoten statut s sprejetimi dopolnitvami in spremembami na glasovanje. S tem stališčem, kot ga gospod Bekar predstavil, da bodo potem tehnično dorodili tako, da bodo vsi členi na pravem mestu in da bo statut zdržal vse pravne prostore, ki ga pač morajo imeti tudi pri registracijskih programih, oziroma posebnega treba predočiti. Torej, kolikor ni več nobene želje po razpravi, dajem statut s sprejetimi spremembami in dopolnitvami na glasovanje. Kdo je za, ne prosim, vidi na karton. Hvala lepa. A je kdo proti? Eden, demokracija zagoščena. Hvala. Ugotavljam, da so spremembe statuta. Na vrsto tretja točka. Dovolite, če se ne motim, je to dvor. Čanem je to najboljša točka vsakega kongresa in edino prosil tajništvo oziroma koliko časa ta odbor in kje je, če mi malo pomagate pri teh informacijah. Bom kar jaz povedala. Sedaj smo zaključili statutarni del kongresa, zato vas vabim na kosilo. Kosilo bo eno nadstropje nižje v restauraciji in baru Divino. Programski del kongresa pa bomo otvorili čez približno 1 uro. Uro pa bo. Se pa bomo določili. Če je 1 ura, 14 nič, smo spet tukaj. Točno brez akademije. Hvala lepa. Thank you.
Jaz sem prepričan, da je tvoja zveza rečemo, da 100 ur, ker je bilo 6 bilo več, Grazie.